Že tukaj Valentin, ura je 20 do 15. Poslušam naprej intervjuje z živalmi in kako je razlika med ljubitelji psov in mačkov. Kako naj bi se tisti ljudje, ki imajo mačke, odločali za njih zaradi njihove specifične osebnosti in enako tudi glede psov. Na splošno se nekako razlaga, da mačke so bolj take introvertirane živali, so rade same, ne potrebujejo pretirane družbe, ne potrebujejo kakšnega posebnega dotikanja in zato imajo običajno mačke tisti ljudje, ki imajo tudi tako bolj introvertirano osebnost, ki jim ni problem biti samostojen. Psi so pa bolj take ekstrovertirane živali, jim zelo paše dotik, radi imajo družbo in tudi ljudje, ki se potem odločajo imeti psa, ne bi bili bolj taki ekstrovertirani, potrebujejo zunanjo družbo, neke bolj fizične stike. Seveda potem obstaja tudi mešanica ljudi, ki se nekako enakovredno nagibajo do mačk ali psov, se pravi nimajo nobenih bistvenih preferenc. Zanimivo je tudi to, da mačke ne potrebujejo sploh nekega fizičnega dotikanja. Ko se recimo ponudijo človeku, se to odločajo predvsem po lastni presoji, pač je to njihova lastna motivacija. Kar je bilo zanimivo slišati glede mačk, je pa še ena prav posebna zadeva, in sicer, da mačke niso tako zelo integrirane z svojim fizičnim telesom in da so še vedno ostala meddimenzijska bitja. Zato tudi, ko počenjajo stvari skozi dan, ko se človeku zdi, da mačke nič posebnega ne počnejo, pač ena stvar je tista, kar vidimo mi skozi naše človeške oči, ki je samo ena dimenzija obstoja, neka ta fizična snovna realnost, ampak poleg te snovne realnosti obstajajo še druge ravni realnosti. Torej realnosti, ki so, lahko temu rečemo, duhovne, nevidne, ki so nekako izven obsega zmožnosti zaznave človeškega fizičnega telesa in človeškega drugega senzoričnega sistema. Tako da mačke se včasih približajo človeku zato, da bi jih pobožali, ampak želijo potem dotik prav na poseben način, ker jim včasih pomaga dotik pri temu, da se bolj prizemljijo, da se bolj integrirajo za svojim fizičnim telesom, kar je zelo zanimivo, ne? Skratka, zelo zanimive so te živalske zgodbe in vas vabim, da si jih tudi vi poslušate. Je seveda zelo zanimiva, fantastična zadeva to, kakšne informacije prihajajo skozi ta meddimenzijski portal, in seveda marsikdo je lahko skeptičen glede tega, ali so te informacije resnične ali ne. Ampak to je tako, da naj vsak sam posluša, naj vsak sam presodi po svoji zdravi pameti. Seveda teh informacij ni možno tako preveriti, da bi vsak lahko preveril, ampak se lahko samo po zdravi pameti na osnovi neke logike, na osnovi nekih navzkrižnih preverjanj, nekih rezultatov tistega, kar se govori, potem ugotovi, ali je to res ali ni. Vsekakor so pa to zelo podporne informacije, niso neke informacije,
ki so egoistične, ki podpirajo interes enega človeka, ampak delujejo v smislu ustvarjanja enakovrednosti in enakopravnosti, da bi vsi živeli tukaj na tem planetu čim bolj v harmoniji in sožitju. Tako da tudi, če nekdo reče, saj to je izmišljotina, še vedno so to neke zgodbe, ki jim lahko rečemo, da so pravljice, ampak so pravljice z zelo poučno zgodbo. So pravljice z zelo veliko modrostjo in če so ljudje taki, da tem zgodbam ne morejo verjeti, sploh ni potreba. Bistvo je, da iz teh zgodb potegnejo neko modrost, neki življenjski nauk, da se vsi iz tega nekaj naučimo, da se zamislimo nad sabo, da razširimo svoje zavedanje in da se spremenimo, da se izboljšamo. Toliko za danes, lepo se majte in nasvidenje.